Prvi video govori o računanju na števili. To bo zdaj cela serija, kako seštevamo, odštevamo, množimo in delimo števila, razne vrste. Pa si kar oglejmo. Števila. Števila so pač pomemben del matematike in včasih se vam bo zdelo, da se pri matematiki računa vsem z x, y, le števili ne. No, ampak si bomo zaenkrat pogledali števila in kako se računa, vrstni red računskih operacij in potem bo vse to seveda tudi res za nas. Števila nekako so se pred davnimi časi pojavila prav zato, da bi ljudje z njimi šteli. In to so bila števila, naravna števila. Se pravi, naravna števila so tista števila, s katerimi štejemo. Označimo jih takole z i, in to so naravna števila. Tako, zdaj, če bi imeli primere, to so 1, 2, 3, 4. No, in ker so pa potem v starih časih bili tudi dolžni kaj denarja, so kar kmalu ugotovili potrebo po odštevanju. Takrat so se pa pojavila cela števila. Cela števila nekako označimo z. Cela števila so pa vsa naravna števila, dodamo še pa tudi vsa negativna števila in število nič. Tako da bi bila ta števila recimo takole, -3, -2, -1, nič, 1, 2, tako naprej, ali pa tako nazaj. Urejena so po velikosti in z njimi tudi rešujemo neenačbe. Ampak zaenkrat tega pravzaprav ne bi počeli. Si bomo sam preverili. Potem pa seveda smo tudi eno celoto delili na dele in tako so se pojavila racionalna števila, označimo jih s q, so pa v bistvu to ulomki. Se pravi, tule smo pozabili napisati, da so to cela števila, tule napišemo pa, da so to racionalna števila in sicer rečemo, da so to tudi ulomki. To je primer je takole, 1/polovica, pa tako naprej. Bomo jih še potem malo podrobno spoznali. No, da bi pa res lahko vse računali, tudi korene in vse to, so še pa realna števila. Realna števila, tu zraven spadajo pa razne konstante, koreni in tako naprej. Zdaj, mi bomo v bistvu z naravnimi in celimi števili računali s takimi številskimi izrazi, kjer je veliko oklepajev in vse to, zato je zelo pomembno, da poznamo vrstni red računskih operacij. Tako, vrstni red računskih operacij, če bi si tole malo pogledali, kaj bi videli, da izrazi nastopajo tako številski, da imajo neke številke, imajo pa tudi neke znake, in sicer oklepaje, plus, minus, krat, množenje, deljenje, potence, korene in vse to je treba spraviti v neko smiselno zaporedje. In če si tule preberemo, kaj piše, piše oklepaj. Kadar imamo oklepaje, gremo od notranjega proti zunanjemu. In potem pa v oklepaju, oziroma tam, kjer imamo več oklepajev, najprej potenciramo in korenimo. To pomeni potenciranje, če ste že malo podali, recimo 2 na kvadrat, korenimo je recimo koren 4, potem pa množimo ali delimo, 2x3 ali kaj takega. Zdaj pa, če imamo več zaporednih deljenj, pa izvajamo od leve proti desni. No in potem, ko vse to odpravimo, pa še seštevamo in odštevamo. Zdaj pa, da ne bomo samo govorili o tem, gremo še pa kakšno vajo narediti. Takole, no, pa poskusimo zdaj tole mi rešiti tale naš primer.
Se pravi 5 krat 3 minus 4 deljeno z 2 plus 3 krat 7. No, poglejmo, ne, zdaj tam v tistem vrstnem redu računskih operacij, ki je mimo grede svet, piše, da imata deljenje in množenje prednost pred seštevanjem in odštevanjem. Se pravi, da bomo najprej kaj naredili? Pogledali si množenje, deljenje, pa spet množenje. In to zdaj rešimo, ne. 5 krat 3 je 15. Minus prepišemo. 4 deljeno z 2, ja, to je 2, plus 3 krat 7, 21. Sedaj pa so na vrsti seštevanja in odštevanja. Zdaj, kakor želite, lahko tako, ne, da najprej seštejete, ali pa da najprej 15 minus 2 plus 21, po vrsti, kakor vam lažje. Mogoče mi za začetek recimo seštejemo 15 in 21, 15 in 21 je zdaj to 31 plus 5 je 36, potem pa še odštejemo minus 2 in je skupaj 34. Tako, to je bil naš prvi skupni primer. Čestitke, dobro smo ga upravili. Zdaj pa pojdimo naprej, če še nas čaka kakšno presenečenje. Tale je pa že malo težje, ne? Zdaj pa tukaj nastopajo v tem tudi oklepaji. Hkrati pa, tam, kjer pri oklepaju ne piše nič, pa je zraven številka, to pomeni, da je krat. Pa jih bom jaz tule zdaj z rdečo označila, kje je ta krat, ne. Tule imamo en krat, pa tule, ne. Ker nič ne piše, to pomeni, da je krat. Aha, pa še tule, eden pri štirki. Tako, no, zdaj smo pa rekli, od najbolj notranjega oklepaja do zunanjega. In v ta namen bi si jaz, vam svetujem, da si označite, kateri oklepaji so poparjeni, ne, ali kako bi rekli, spačkani, ne, kateri oklepaj ima kjer par. No in poglejmo, prvi se začne tule in se nadaljuje do semle, ne. Se pravi, prvi oklepaj sreča prvi zaklepaj, pa spet imamo oklepaj in prvi, ki ga srečamo, je njegov par. Kaj pa zdaj? Zdaj pa poskusimo še takole. Zdaj imamo pa oklepaj in oklepaj. In prvi zaklepaj, ki ga bomo srečali, je od najbolj notranjega oklepaja. Se pravi, prvi oklepaj, zadnji oklepaj in čisto prvi zaklepaj. To sta ta dva in kaj nam še ostane, zdaj še pa moramo tega določiti in prvi zaklepaj, ki ga srečamo, je pa njegov, a ne? In zdaj jaz mislim, da bi si takle vrstni red zbrali. Tale naj bo prvi, tale naj bo drugi, ki ga izračunamo, tale je tretji in potem čisto na koncu bomo izračunali še najbolj zunanji oklepaj. Tako, smo pripravljeni, pa se kar lotimo računanja. 2 minus 3 je minus 1. Ker je to na začetku izraza, ne rabimo pisati oklepaja. Če ga pa napišete, ni pa prav nič narobe. Krat, zdaj pa tale oklepaj. 5, 3 minus 5, moramo dati pa oklepaj, ker je to minus 2. Minus 4 krat oklepaj, minus 2, krat. Zdaj pa zračunamo ta oklepaj. 4 minus 5 je minus 1, se pravi minus 1, zaklepaj. Plus 3 minus 1, zaklepaj. Je. No, zdaj pa premislimo zopet, kaj bomo vzeli skupaj. Tele dve številki sta pomnoženi, nimamo oklepajev, se pravi je rešeno jih tele dve, ne? Potem pa imamo tale oklepaj in ta oklepaj moramo rešiti. Zdaj pa znotri oklepaja vidimo, da je tule tale del krat, tu pa pol še seštevanje in odštevanje. Se pravi, najprej bomo v tem oklepaju rešili tole, potem bomo celoten ta oklepaj rešili, tega pa lahko rešimo kadarkoli, ne, ker se ne drži drugega člena. Takole pa kar rešimo. Minus 1 krat minus 2 je 2, minus 4 krat oklepaj. Minus 2 krat minus 1 je 2, plus 3 minus 1. In gremo naprej.
2 minus, 4 prepišemo in rešimo oklepaj tale. 2 plus 3 je 5, minus 1 je 4 krat 4 in nam ostane tule še 2 minus 16, kar je minus 14. Tako, super, to smo zdaj uredili. Zdaj pa poglejmo še naprej, kaj nas čaka. Čaka nas domače delo, pa vam bom dala kar čas, da tole prepišete. V desnem stolpcu so rešitve, v naslednjem videu pa si bomo pogledali, kako se tele zadeve rešijo. Tako, to bi bilo vse za danes, oziroma za tole lekcijo. Hvala za pozornost, upam, da vam bo kaj koristila.